državi ne bi imeli leto dni časa za implementacijo tega arbitražnega sporazuma, oziroma 6 mesecev. Ta čas nekako gre hitro. Kaj pomeni, če se v 6 mesecih ne dogovorita o tej Arbitražno sodišče je zelo jasno povedalo, da v 6 mesecih morata obe državi pripraviti vse zakonske in druge podlage za začetek implementacije te arbitražne odločitve. In Slovenija to intenzivno dela, tako na področju zakonodaje, kot tudi na področju drugih ukrepov, kot veste, se pripravljajo, oziroma še vedno Slovenija vztraja pri tem, da bi v dogovoru z Republiko Hrvaško najdli načine, ustrezne načine za implementacijo te arbitražne razsodbe. In mi vendarle upamo, da bo tukaj narejen napredek v naslednjem obdobju. Ta Plenkovićev predlog danes ni korak v to smer. No, zdaj, ta predlog, lahko se nekaj sliši o tem, jaz mislim, da o njem bomo lahko govorili takrat, ko bo Republika Hrvaška ta predlog predstavila, bodi si ga poslala v Ljubljano kot delovni predlog ali kakorkoli drugače. Zdaj lahko samo ugibamo in špekuliramo, po našem vedanju bo ta sestanek, kjer ne bi premier Plenković to predstavil šele tekom današnjega dne. Zato ne moremo komentirati ga. Je pa znamenje neke spremembe, neka sprememba se zdi, ali ni? Težko bi jaz zdaj to ocenjeval, vsekakor pa vsak predlog, vsak korak v smeri iskanja rešitev za ustrezno implementacijo tega sporazuma je sigurno pozitiven, o tem ni dvoma. Kako tekom današnjega dne, to nisem čisto dobro razumela? Kolikor mi vemo, tekom današnjega dne ne bi bil politični vrh Republike Hrvaške, ki ne bi razpravljal o tej zadevi in seveda računam, da bo tam nekateri dogovori in odločitve tudi sprejeti. Policisti v tem trenutku nekako so izbrali oziroma opravljajo tisto najblažjo obliko, torej opomine na morju. Opozarjanje. To je posebno policijsko pooblastilo, ki ga seveda izvajajo. Kot smo že večkrat povedali, slovenska policija nadzira celotno slovensko morje, zato tudi intervenira ob vsakem vstopu tujih plovil v naše morje, postopa v skladu z zakonom o nadzoru državne meje, opozori, napoti nazaj na, bom rekel, hrvaško stran, izvede vse ustrezne postopke in o tem obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve. Tako da pri tem ta trenutek ostaja, glede na vse okoliščine, ki sem jih pa že prej omenil. Pa da bi šli bolj korak naprej, mogoče od teh opominov samo... Tudi bojo narejeni ustrezni koraki, ko bo za to primeren čas in ustrezne odločitve. Zdaj je bilo tako, zdaj so redki lovili v tem delu morja. Zdaj prihaja ta vrhunec sezone. Boste zmogli vse te opozorila izvajati hrvaškim ladjam, ki bodo prihajale v naše morje, pa ščititi vse naše ribiče? Zdaj bo malo gužva tle v zalivu. Prvo, kar moram povedati, da seveda smo tudi ribičem povedali, mi bomo preprečili kakršnekoli poskuse postopkov strani hrvaških varnostnih organov v slovenskem morju. To je naša prioriteta in to smo že večkrat poudarili. In drugič, seveda tudi slovenska policija se na te okoliščine že ves čas ustrezno pripravlja. Mi upamo, da bo prišlo do dogovora in da ne bo do nobenih incidentov. To smo tudi večkrat izpostavili, to je naš interes. Sicer pa seveda bo policija svoje delo opravila. V tem ni nobenega dvoma.